V ponedeljek je Borut Pahor v svojo palačo povabil novo izvoljene šefe poslanskih skupin. Kot pravi Alfa Samec je preveril, če je med vodji poslanskih skupin kdo, ki bi lahko konkuriral njegovemu Instagram profilu, njegovemu stopniškemu poziranju in kdo, ki bi se lahko še bolj približil novi predsednici Državnega zbora Urški Klakočar Zupančič. Ampak uradni namen poslanskega romanja s Šubičeve na Erjavčevo je bil drugačen. Podporo kandidaturi Roberta Goloba za predsednika vlade so na posvetovanjih v predsedniški palači po pričakovanjih izrazili v vseh strankah prihodnje koalicije. Prav ste slišali, predsednik je poslance povabil, da mu razložijo, koga podpirajo za predsednika vlade. Vem, kaj mislite, mi to vemo že en mesec. Mnogi celo mislijo, da je Robert Golob že postal predsednik vlade. Ampak za demokracijo je pomembno, da se vse odvija po predpisani proceduri. Ne, tako kot če se s punco zmenite za večerne posteljne aktivnosti. Kljub temu morate kupiti rože, se stuširati, dobro, to pa je ni obvezno. Jo povabiti na večerjo, pa naročiti vsaj 2 buteljki vina. In po vsej tej proceduri se pa končno zgodi, kar sta oba pričakovala. To, da mi ne ostane. Ampak okej, dajmo se vrniti k demokraciji. Prisegam, da bom spoštoval ustavni red, da bom ravnal po svoji vesti in z vsemi svojimi močmi deloval za blaginjo Slovenije. Želi predsednik vlade, dr. Robert Golob, nagovoriti Državni zbor? Boste najprej podpisal, prosim. Bom najprej podpisal, da mi nekaj odnese. Pa podpišite, prosim. In če bo Bog dal, sem tudi počesal. A vidite, po vsej proceduri se je zgodilo tisto, kar smo pričakovali že od volilnega večera. Res pa je, da Robert Golob ni pričakoval tega. Nagajanje in zavlačevanje. Tako prihodnja koalicija komentira že drugo odmevno opozicijsko potezo v le nekaj dneh. Po več kot 30 zakonskih predlogih zdaj predlog za razpis posvetovalnega referenduma o predlogu sprememb zakona o vladi. Vložila ga je stranka SDS. V SDS so šli še korak dlje in se inovativno lotili tudi zakona o ukinitvi obveznega RTV prispevka, ki so ga sami predlagali. Tudi na ta zakon pa so poslanci SDS-a predlagali posvetovalni referendum. To je prvič, da je stranka predlagala razpis referenduma na zakon, ki ga je predlagala sama. Jaz tega ne razumem, a je to sploh mogoče? A ni to tako, kot bi pri taroku sam sebi dal kontro? Kakorkoli, v SDS se branijo, da ne nagajajo, pa je hoče samo pomagati novoizvoljenim oblastnikom, da še enkrat premislijo o povečanju števila ministrstev in kandidatih za ministre. Ampak očitno Golob nima namena razmišljati nič več, kot je nujno potrebno. Torej, do 3. junija. V resnici ne bomo izgubili niti dneva. Kljub neizmerni kreativnosti konstruktivne opozicije. In ker novih ministrstev zaradi predlaganega referenduma še nekaj časa ne bo, bodo očitno najkrajšo potegnili kandidati za načrtovana nova ministrstva. Menda je najbolj žalosten Luka Mesec, ki še ne bo dobil svojega resorja za za solidarno prihodnost. Kot kaže, bo Mesec najprej moral nekaj cajta dejansko delati na ministrstvu za delo in družino. Šele na to bo lahko nastopil svojo funkcijo na posebej zanj ustvarjenem ministrstvu za solidarno prihodnost. Kako se je zmenil za to? Kaj bi imel? Ministrstvo. Ok, za delo in dom. Ne, nimam družine, ne delam rad. Kaj bi mešal mehlo? Ja, za solidarno prihodnost. Ja. Hej, preden greš, klikni tukaj in se naroči na naš YouTube kanal, imamo pa tudi TikTok, Instagram in Facebook, tako da le urno.